Sledi zgodba v stilu "saj ni res, pa je". Po različnih krajih v Sloveniji se namreč pojavljajo posamezniki, ki se pretvarjajo, da so invalidi. Zakaj bi nekdo kaj takega sploh počel, se sprašujete? Zaradi koristi je odgovor. Goljufi se pretvarjajo, da zbirajo sredstva zase ali za organizacije gluhih in naglušnih. Nedavno so 4 prevarante opazili v Piranu. 3 mladeniči in dekle so mimoidoča spraševali za denar, ki naj bi bil namenjen invalidom. No, nemalokrat so tarča goljufov celo invalidi sami. Več Neža Mlakar. Anton Petrič nam o pomoči tolmačke znakovnega jezika zaupa lastno izkušnjo o tem, kako je goljufe prestregel že večkrat. Nazadnje se je srečal z romunskimi prevaranti. Pripravili so nek karton, listo papirja, kjer je pisalo, da zastopajo organizacijo gluhih, da zbirajo v imenu organizacije pomoč za gluhe. Jaz kot gluha oseba sem takoj videl, da pač to ni. V njegovem imenu spregovori Mojca Korenjak, medtem ko že hiti tolmačiti za njihovo spletno televizijo. Tudi sama je že naletela na podobne nepridiprave. V Ljubljani se mi je zgodilo, da je pristopil k meni en gospod, mi ponudil kartico, kjer je pisalo, da je gluha oseba in da če bi mu pomagala finančno. In potem sem ga z znakovnim jezikom začela spraševati. Zgledalo mi je, kot da ni Slovenec, kot da je tujec, ampak mi ni niti odgovoril, niti pač pogledal je stran, vzel kartico in odšel. Ena ženska iz Romunije ponudila mi je pač papir, sem ga vzela in pač pospravila. In rekla sem ji, ne dam, bom poklicala policijo. Ona je vztrajala, da ne, naj vrnem papir. Jaz pa pač ne, sem hladno rekla, ne, poklicala bom policijo, nekaj minut je čakala in potem odšla. O podobnih goljufih, kot so jih zasledili na obali, tudi v zvezi prejemajo elektronska sporočila. In kažejo neke kartice in je gor logotip bodisi naše organizacije ali pa da je oseba gluha in prosi za denar. Tako dejanje je v Sloveniji nezakonito. Na takšen način v zvezi ne zbirajo sredstev, opozarjajo. Da gre za njihove člane, je na listu papirja jasno razvidno. Tudi podpis organa in, z logotipom in podpisom, predsednika organizacije z datum in tako naprej. Goljufi so že tako usposobljeni, da so tudi že njihov logotip ponaredili, še dodaja Hart. Če želi kdo donirati zvezi, je za njega torej najboljše, da tega ne poskuša na cesti, ampak se jim oglasi osebno.